Živjo, jaz sem Ana. Ta tukaj na moji rami je podganica Nina. Tale, ki sedi na kitari, je Edi. In tale, ki na kitari samo počiva, je Jakec. Vsi skupaj vam bomo prebrali pravljico z naslovom Dobrodošli. V tej pravljici bomo izvedeli, kako lahko ena navadna šolska naloga pripelje do tega, da spoznamo veliko novih prijateljev in kako se iz vsega skupaj celo razvije ena krasna zabava. Pa kar začnimo. Hura za šolsko zabavo! Hura! Zajček Nace in njegovi prijatelji so že dolgo razmišljali, kaj bi pripravili za ta posebni dan. In zapomnite si, jim je dejala učiteljica, obljubili ste, da bo vsak od vas nekaj pripravil. Karkoli že bo, poskusite najti kaj smešnega in zares izvirnega. Na šolskem dvorišču je Nace ustavil prijatelja Viktorja. A morda ti že veš, kaj boš pripravil za zabavo? Ne še, je odgovoril Viktor. A si bom že kaj izmislil. Zdaj pa se moram posloviti. Nasvidenje in srečno. Tudi tebi, je zaklical Nace. Nekaj smešnega in izvirnega, je rekla učiteljica. Morda pa bi spekel korenjevo pito. Kaj pa dirka z žlico v ustih in jajcem na žlici? Ali pa poskakovanje v vrečah? Nace se res ni mogel ničesar domisliti in je zamišljen brcnil kamen s pločnika. Kamen je pristal tik ob velikem levu in ta ga je nemudoma pobral. Hej, mali, mu je rekel, ali se takole spramlja kamenje s pločnika? Oprostite, je zastokal Nace. Saj nisem nalašč. Veliki lev se je nasmehnil. Poglej, kaj lahko počneš s kamni. Kaj porečeš na to? Nace je bil zelo presenečen, ko je velikega leva videl, kako s kamni žonglira. Odlično, je zaklical. Rad bi se naučil žonglirati. Malo kasneje je Nace sedel poleg velikega leva. Zelo dobro vam gre od rok, ga je pohvalil. No, to sem počel v cirkusu, a sem izgubil službo. In takole zdaj samo še na cesti žongliram za mimoidoče. Imam zamisel, je rekel Nace. V šoli imamo praznovanje. Zelo bi bil srečen, če bi prišli in žonglirali za nas. A mislite, da je to dobra zamisel? Super, je vzkliknil veliki lev. Rad bom prišel na vašo zabavo, ampak ponavadi nastopam z Arturjem in njegovim ansamblom. Zelo dobro igrajo. Verjetno so tamle ob vodnjaku. Pojdiva in jim povejva. Arturja in njegovega ansambla ni bilo poleg vodnjaka, a tam je bil Leonard in s kredo risal po tleh. A si morda danes kje videl Arturja in njegove muzikante? Je povprašal veliki lev. Iščeva jih, res jih morava najti. Pred nekaj minutami so imeli koncert pred veleblagovnico, je odgovoril Leonard. Pojdite z mano,
pokazal vama bom. Ko ju je Leonard privedel do trgovine, je bil v precejšnji zadregi. Arturja in njegovega ansambla namreč ni bilo več tam. Prepričan sem, da nisem sanjal. Lahko vama povem, da so čudovito igrali in da jih je poslušalo veliko ljudi. Ko pa so se Nace, Lev in Leonard vrnili k vodnjaku, so le zagledali Arturja in njegovo skupino. Nace je bil zelo presenečen, ko je med njimi prepoznal svojega prijatelja Viktorja. O, Viktor! Kaj pa ti delaš tukaj? Je začudeno vprašal Nace. Pravkar sem Arturja in njegove muzikante povprašal, da bi igrali na šolski zabavi, je odgovoril Viktor. Mislil sem, da je to dobra zamisel. Kaj praviš? Artur se je pred šolo malo obotavljal, nato pa se je obrnil proti Nacetu in Viktorju. Poglejta, otroka, mi nismo preveč pametni. Vesta, po cele dneve delamo na ulici, to pa je vaša šolska zabava. Taki kot ste čisto v redu, je dejal Nace. Ne skrbi, dobrodošli ste. Zabava je bila odlična. Vsi so peli, plesali in se zabavali kot še nikoli poprej. Učiteljica je bila navdušena. Nacetu in Viktorju je rekla: Vajini prijatelji niso samo zabavni in izvirni, ampak tudi nadvse očarljivi. Prav rada bi jih spoznala. Tako, tole je bila pravljica Dobrodošli. Upam, da vam je bila všeč in da se nam boste pridružili pri naslednji. Nasvidenje!